Hvala. Živa, jaz sem Vid. In jaz sem Juš iz Iglu teatra. Danes vam bova dala nekaj uporabnih napotkov, kako postati boljši poslušalci. Ker jaz imam res težavo zbrano poslušati prijatelja, ko sem z njim na kavi. Zato se je sogovornikom treba zavedati tudi lastnega telesa. Treba je vzdrževati očesni stik in biti pozorni na vse njihove kretnje in slediti toku misli. Poleg tega pa izražati kakšne pritrdilne znake, zato da vejo, da jih res poslušate. Vse sem te poslušal. Za prvo vajo povejte en odlomek iz svojega dneva. Za vsakim stavkom pa naj vaš sogovornik izpostavi najbolj pomembno besedo. Besedo. Recimo, včeraj sem vstal ob 7 zjutraj. Zjutraj. Umil sem zobe in si skuhal kavo. Kava. Zbudil sem hčerko in jo s pečo nesel na pralni stroj, kjer sem še ne umil zobe. Hčerka. In nato sem jo oblekel na pol s pečo. Na pol? In jo obul in jo odpeljal v vrtec. Vrtec. Kaj si eno besedo, si to zvežno izpostavil? Na pol. Ja, na pol. Za drugo vajo pa spet povejte en odlomek iz svojega dneva, poslušalec pa ne vse to obnovi v 10 besedah ali v 10 sekundah. Za vajo poslušalec isko 10 ali 10 sekundah. Včeraj sem vstal ob 6 zjutraj, zato ker sem se odločil, da grem na Storžič. Spakiral sem si sendvič, malo čaja, eno čokoladko, eno rezervno toplo oblačilo in vse skupaj dal v avto in se odpeljal proti Gorenjskemu. Parkiral sem tam v Bašlju, vzel ruzak na hrbet in začel hoditi v klanec. In ne boš verjel, takoj sem srečal srno, ki je sicer zbežala, malo sem šel za njo, ampak valjda srne so hitrejše od ljudi, zato sem se odločil, da grem nazaj na pot in šel kar naprej. Ful je bilo enih dreveš čez pot, pa sem mogel malo skakati čez in končno pridem nad gozdno mejo, se usedem na kamen in ne boš verjel, kakšen razgled. Se pravi, včeraj si zgodil vstal, pa si napakiral stvari, si šel na Gorenjsko, do Bašlja in potem prva stvar, ko si šel gor v hrib, si srečal srno. Ampak srna je valjda hitrejša, pa je nisi mogel jeti in potem si šel gor in si prišel nad gozdno mejo in potem si videl ful lep razgled. Torej, odprite oči, napnite ušesa in prevzemite pobudo, ko nastane tišina. Reči mi. Kaj pa? A je bilo to dosti? Ja, to je bilo več kot dovolj. Hvala in se vidimo. In slišmo.